Pozdravljeni! Teden je spet naokrog. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh, tokrat v komentarju novic številka 36. Glavni novici preteklih dni, torej menjavi sedeža med Valtterijem Bottasom in Georgeom Russlom, sem že posvetil, upam, da dovolj pozornosti. Tokrat se bomo ustavili pri tistih novicah, ki jih je verjetno marsikdo spregledal ali pa tudi jih ni zasledil na drugih virih. Običajno, ukolikor bo koga zanimalo, kaj je pravzaprav pisalo v tistih citiranih člankih, ima vse bližnjice kot običajno v opisu in tudi danes 4 različni sklopi s 4 različnimi iztočnicami. Pojdimo kar k prvi. Kar se tiče prestopnih rokov, se ni vse vrtelo okrog Georgea Russella in Valtterija Bottasa v preteklih dneh. Tudi Pierre Gasly ter Yuki Tsunoda sta podaljšala svoji pogodbi. In o tem smo lahko brali 7. septembra, na primer na spletni strani motorsport.com. A podaljšanje pogodbe je bilo lahko za oba voznika nekje samo po sebi umevno, po drugi strani pa niti toliko ne. Mnogi strokovnjaki so mnenja, da Pierre Gasly si zasluži boljše ekipe, kjer bi lahko pokazal svoj talent. In res, po tistem, ko so ga nekako poslali nazaj v skuderijo Toro Rosso, pomišljaj Alfa Tauri, je po tisti zmagi na lanski veliki nagradi Italije nekako vzcvetel, dobil je potrebno samozavest in mnogokrat ga vidimo, da je boljši od nekaterih direktnih konkurentov, tako na kvalifikacijah, kot tudi na sami dirki. Razumeti moramo nekaj, da stil vožnje Pierrea Gaslyja pač ni bil primeren takratnemu Red Bullu. Pri Alfa Tauriju je dobil tisto svojo pravo dimenzijo, lahko izrazi svoj potencial in doseže rezultate. Kolikor bi ga nazaj poslali v Red Bull, dvomim, da bi bil tako uspešen. Po drugi strani, kje pa vidimo kak prosti sedež pri konkurenci. Zato podaljšanje pogodbe z Gaslyjem je nekako samo po sebi umevno, kajti ne on, ne sama ekipa ni imela praktično nobene alternative. Podaljšanje pogodbe s Tsunodo je po svojem tudi zanimivo. Namreč Yuki Tsunoda je prišel v Formulo 1 s pomočjo Red Bulla, ampak za njegovim hrbtom je stala Honda. Honde od naslednje sezone ni več, vsaj uradno, v Formuli 1. Torej tudi podpora Tsunodi ni bila več tako sama po sebi umevna. V preteklosti se lahko spomnimo, koliko Japoncem je tudi Honda pomagala priti v Formulo 1. In čeprav tej vozniki se niso izkazali za ne vem kako konkurenčne, ampak izgleda, da je Yuki Tsunoda prepričal Red Bull. Videli smo kar nekaj napak z njegovih strani. Napake izvirajo iz njegove neizkušenosti, ampak po drugi strani ni nikoli izgubil tiste motivacije, ki je tako všeč Helmutu Marku. Namreč Yuki Tsunoda se z glavo povžene v vsako najmanjšo odprtino, ki mu jo nasprotniki pustijo na voljo. In to po eni strani generira kar nekaj izletov iz proge ter bližnjih srečanj s kako zaščitno ograjo, po drugi strani prinaša rezultate. Yuki Tsunoda za prvo sezono je pokazal prvo in tudi drugo. Sedaj ima priložnost, da se izboljša, da si nabere potrebne izkušnje in v naslednji sezoni zmanjša število napak in poveča število dobrih rezultatov. A novica zadnjih minut.
Tudi pri ekipi Williams so objavili, kdo bo za njih vozil v naslednji sezoni. In to bosta Alex Albon ter Nicolas Latifi. Dve imeni, ki sta morda presenetili marsikoga izmed vas. Namreč pri Red Bullu je Christian Horner nekako sprožil polemiko s Totom Wolffom, kajti po njegovem so pri tovarniški ekipi Mercedes nekako blokirali Albona. Albon kot voznik tiste struje Red Bulla naj ne bi bil zaželen v ekipi, ki ima pogonske sklope Mercedes. Morda, da ne bi videl kakih skrivnosti, ampak videli smo, da pri njih so igrali podobno igrico, ko so dobesedno posojali Daniela Kvyata, naprimer k Ferrariju, za rezervnega razvojnega voznika. Po drugi strani Nicolas Latifi, voznik, ki je bil po mnenju mnogih v Williamsu samo zaradi družinskega denarja. Letos je pokazal, da je hiter, dvakrat je dosegel točke, prav tolikokrat kot George Russell. Po mojem mnenju si je zaslužil še tretjo sezono v Formuli 1 in lepo presenečenje v ekipi, ki je zatrdila, da ne bo izbirala voznikov zaradi njihovega finančnega prispevka, ampak sedaj smo videli za sezono 2022, da so izbrali dva voznika, katera imata kar lepo finančno zaledje, ampak tudi določeno mero hitrosti, kar nikoli ne škodi. Priznati moram, da me je izjemno presenetila izjava Rossa Browna. V njej sem prebral na uradni spletni strani Formule 1 f1.com 7. septembra. Govori o tem, kako so ga prepričali ovinki z naklonom, ki smo jih videli v Zandvoortu. Ovinke z naklonom bomo lahko videli naprimer v Saudski Arabiji na ulični dirki ter v Abu Dhabiju, ko bodo progo malce popravili. A izgleda malce paradoksalna situacija. Proga v Zandvoortu je od nekdaj imela ovinke z naklonom. Proga obstaja od davnega leta 1948. Pred izvedbo dirke v svetovnem prvenstvu 2021 smo jo zadnjič videli leta 1985. In sedaj imamo celo množico navdušencev, ki so kar naenkrat se zaljubili v ovinke z naklonom. 36 let niso poznali te posebnosti, ki je bila dolga leta prisotna v svetu Formule 1. In sedaj bi radi to posebnost nekako uvedli tudi na druge proge. Proga v Zandvoortu je zanimiva ne samo zaradi ovinkov z naklonom, temveč tudi zaradi svoje konfiguracije. Moje osebno mnenje je, da sedaj se svet Formule 1 ne sme podvreči neki modi in kar naenkrat postavljati ovinke z naklonom praktično povsod. Kolikor je proga zanimiva, je zanimiva tudi, če ima ovinke z naklonom, ampak če je proga enostavna in dolgočasna, bo dolgočasna tudi z ovinki, ki imajo naklon. Ampak izgleda, da na nekem valu politične korektnosti se zdaj vsi začno odkrivati nekaj, kar je v svetu motošporta dobro znano. In to me malce moti, kajti kaže na dejstvo, da tisti, ki so v Formuli 1 tudi na visokih položajih, ali ne poznajo zadev, ali nekako hočejo ustreči tistim, ki imajo pravzaprav v rokah moč odločanja, ampak se na svet motošporta ne spoznajo niti malenkost. In to zna biti nevarno, kajti tako kot smo imeli obdobje, kjer je proge risal kot po serijski proizvodnji Tilke, bomo sedaj lahko prišli v drugo skrajnost. Imeli bomo proge, ki bodo vse kot v serijski proizvodnji imele nagnjene ovinke.
štimo značilnosti za take kraje, kot je Zandvoort, s svojimi fantastičnimi ovinki in ne prenašajmo teh značilnosti na druge proge, ki pravzaprav nimajo osebnosti. Tudi v tretjem sklopu se bomo pogovarjali o dokaj paradoksalni situaciji. Namreč zopet 7. septembra smo lahko na spletni strani Race Fans prebrali izjavo, kako pri McLarenu so kar naenkrat ugotovili, da tako imenovani trojčki, torej serija 3 dirk v 3 zaporednih vikendih, je malce preveč za tisto osebje, ki ga imajo v ekipah. Namreč mehaniki ter ostalo osebje mora pripraviti ekipo za samo dirko, nato pospraviti material, ga preseliti na novo kolokacijo in zopet začeti vsemi tistimi pripravami za naslednjo dirko. Aktivnosti okrog velike nagrade se zaključijo tam v poznih večernih urah nedelje oziroma zgodaj v ponedeljek. Dirkaški vikend se pa prične v četrtek. In jasno je, da je dokaj naporno in s tem se strinjam. Težava je v tem, da smo že na začetku sezone vedeli, da je bilo planiranih 23 dirk. Sedaj se je število zmanjšalo na 22, ampak ne glede na to, kako bi izpeljali tako veliko število dirk, če ne bi imeli tako imenovanih trojčkov. Namreč točno se ve, kdaj je poletni premor. In med nekaterimi velikimi nagradami ni možno imeti 3 dirk v 3 zaporednih vikendih, kajti potrebno je kar nekaj časa, da se pripotuje, naprimer iz Evrope v ameriško celino. Po drugi strani, izjemno zanimivo, kako so to pri McLarenu ugotovili tako pozno, praktično v drugi polovici sezone. In to ni bilo že prej jasno? Namreč bojim se naslednjega. Pri ekipah se dobro zavedajo, o čem govorijo, ampak ukolikor bi hoteli resno ta problem rešiti, je rešitev izjemno enostavna. Zmanjšati število velikih nagrad. Po drugi strani, ukolikor se zmanjša število velikih nagrad, se zmanjša tudi denar, ki ga dajo razni pokrovitelji. Manj jih bo videti na televizijskih zaslonih. In to je nekaj, kar nobeni izmed ekip Formule 1 ni všeč. In zaradi tega imamo take izjave, kjer se mnogi pritožujejo, na koncu bomo videli, da pač rešitve ne bo. A to je nekaj, kar je v Formuli 1 že mnoga leta znano. V prejšnjem, tretjem sklopu sem spregovoril malce o problematiki tako imenovanih trojčkov. In sedaj bomo začeli govoriti o veliki nagradi Italije, tretji dirki v 3 zaporednih vikendih v tem delu sezone. In spregovorili bomo o pnevmatikah Pirelli. Namreč naslanjal se bom na izjavo Marija Izole, ki sem jo zasledil na spletni strani italijanske revije Autosprint, zopet 7. septembra. Na veliki nagradi Italije napoveduje Mario Isola, da bomo videli za vsak bolid le en postanek. In to je meni logično, kajti pit lane je vzporeden s tisto dolgo ravnino, kjer gredo bolidi na polno. Izguba časa med postankom je tu ogromna. Pirelli je za prihajajočo veliko nagrado Italije pripravil pnevmatike mešanic C2, C3 in C4. Ampak tu v Italiji bomo videli drugi poizkus tako imenovane sprint dirke. In to pomeni, da bodo strategije dobesedno proste. Namreč ne bo več veljalo tisto pravilo, da pnevmatika, s katero dosežeš najboljši čas v drugem delu kvalifikacij, je tista, s katero bo začel dirko. Mario Isola pravi, da res ne bomo videli več kot enega postanka za vsak bolid, ampak
Po drugi strani bodo odprte možnosti za razne kombinacije med C2, C3 in C4. A bodimo realni. Dobro vemo, da na taki progi, kot je Monza, je najboljša strategija le ena sama. Ekipe imajo dovolj podatkov, da lahko progo poznajo do obisti, in ker bodo imeli prosti izbor za začetek same dirke, dvomim, da bi nalašč izbrali tisto varianto, ki ni primerna, ki ni najhitrejša, ki ni najbolj učinkovita. Zato tu v Italiji ne pričakujem takega presenečenja, kot smo ga videli na Nizozemskem, kjer res so dobili, tako pri Mercedesu sicer malce manj, kot pri Red Bullu, neko dobro strategijo, ki je presenetila vse nas. A v Monzi resno lahko pričakujemo na tem področju bistveno bolj enostavno in bolj dolgočasno dogajanje. Tudi ta izjemno zgodna izjava Marija Izole kaže v to smer. Hoče preusmeriti pozornost drugam. Govori se o sprint dirki, katero smo že videli na veliki nagradi Velike Britanije, in o možnih, se pravi nerazloženih kombinacijah različnih pnevmatik. Ampak proga v Monzi je specifična. Videli bomo, kako bodo imeli na zadnjem delu izjemno nizek pot profila, kar bo pomenilo, da bodo pnevmatike posebej pod nadzorom, kar pomeni tistega zdrsavanja in seveda dajanja mehanskega oprijema. O tem bom malce bolj podrobno govoril v prihajajočih prispevkih, posvečenih veliki nagradi Italije. Ampak zanimivo mi je bilo videti, kako zgodaj se je začelo pravzaprav govoriti o tej dirki. Sicer res gre za že prej omenjeni trojček, ampak vseeno pri ostalih velikih nagradah so se o teh zadevah začeli pogovarjati šele, ko smo začeli gledati proste treninge. A prišli smo do konca tudi tega 36. komentarja novic. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.